Živijo, ful pogosto vprašanje, ki ga dobim, je, kako se znebiti mozoljev. Kaj narediti s kožo, da bo lepa, čista, da se mozolji ne bodo več delali. Zdaj, stvar, ki je potrebno razumeti, je, da mozolji lahko nastanejo iz več razlogov. Lahko so preprosto hormonski, lahko so zaradi hrane, lahko so zaradi pomanjkanja spanja, zaradi onesnaženosti, zaradi tega, ker se dotikamo skozi obraza. To so vse možne razlage, zakaj se ti delajo mozolji. In zdaj najlažje se je tega lotiti enega pa pogruntati, kaj je dejansko tista stvar, kjer bi lahko šlo stvari narobe. Zdaj, čisto za začetek moram povedati, jaz nisem noben dermatolog in nisem noben strokovni svetovalec tukaj, tako da to so samo neki dobromerni nasveti. Drugače pa, če imaš res hude mozolje, hude akne, pejdi k dermatologu, oni bodo veliko boljš vedeli, kot pa jaz, ker sem pač sam oseba, ki se mozolji pojavljajo zelo občasno in nikoli nisem imela tistih res hudih aknastih mozoljev. Tako da dermatolog je tvoj prijatelj. Prva stvar, prehrana. Zelo procesirana hrana, hrana, ki je že napol pripravljena, McDonald'si, ostala hitra hrana. To zelo hitro lahko pripelje do tega, da se bašejo pore. Mislim, tle je recept čist preprost. Jej hrano, ki je čim bolj naravna, ki je čim bolj doma pripravljena, veliko sadja, zelenjave, vode, pa to ste že vse verjetno 100-krat slišali, saj ne odkrivamo nobene tople vode tukaj. Tako da ja, prehrana in aktiven življenjski slog. It ven, laufat, početi neko športno aktivnost, karkoli, nekaj, da se zadihaš, nekaj, da se prešvicaš, da se koža lahko spuca, da gre lahko to vse ven. Druga, čiščenje kože in nega kože. Izredno pomembno, lahko si pogledate video o moji večerni rutini, kako jaz zvečer poskrbim, da ves ta make-up, ki ga imam čez dan, ves ta znoj, ki se nabere, vse, kar se nabere na koži, da dobro očistim, dobro odstranim preč. In pa ključno, da uporabiš nego, ki res ustreza tvoji koži. Meni je tale Eucerinova večerni serum kremca naredila tako razliko na koži. Dejansko nič, nobenih mozoljev ne prikrivam. Tle gor imam komaj kaj pudra, ker mi je tako lepo pozdravila tudi vse rance, ki so se mi delale od mozoljev. Če se spomniš, sem imela tle skozi eno rano, tako skozi, pač greš pogledat videe za pol leta nazaj, pa pač vidiš, da imam jaz tle rano, a ne? Je ni več. Malo je fleka še ostalo, tako da serumček še zmeraj uporabljam, ker zelo pomaga tudi za te fleke, ki ostanejo, ampak rana se mi je zacelila, nisem jo niti imela časa spraskati, ker je šlo vse lepo preč in tudi pač te madeži od aken potem začnejo počasi zginjati. Tako da ta serumček, ta večerna nega je res od Boga poslana. Res naredi največjo razliko pri celi tvoji večerni negi in če ne drugega, probi mogoče vsaj to. Pač tisto, da vidiš res, kakšno ti naredi razliko. Na čisto kožo ga zvečer naneseš, lepo zapre pore, neguje kožo, vlažiti jo, tako da ti jo ne zateguje, lepo rance pobere skupaj, jih proba čim bolj zaceliti čez noč, ki jih pač itak ne tapkaš čez noč toliko zelo veliko, a ne? Proba čim bolj zaceliti čez noč in pa še pomaga pri teh kožnih madežih, da se počasi začnejo zginjati. Tako da meni je to res fave, najljubši produkt. Tretja zadeva, ne se dotikati kože obraza. Spet se je začela šola, faks, izpiti, vse živo in itak, ko se učiš si takole, pa ki ti je dolg čas med poukom, pa začneš to delati, pa to, pa jaz sem zelo rada se takole po hrbtu praskala, pa sem si cel hrbet spraskala. Po hrbtu jih zdaj nimam več tako, a veš, mislim, da dva sta še ostala, ampak drugače se je pa vse zacelalo. Tako da ja, pač ne se dotikati obraza, roke imaš umazane, tudi če si jih skozi umivaš, tle gor so bakterije, ki jih ti prtacaš vse povsod iz tvojega telefona ogromen in ko daš to na obraz, se pore sam mašijo in imajo bakterije žurko in to sam skačejo mozolji ven. Tako da probaj se res izogibati, dotikati obraza čez dan, nasplošno, z rokami. Tako, se vem, da si vsi umivamo roke pa vse to, ampak še vsem, probaj se izogibati vsem tem zadevam. Moj četrti nasvet bi bil, da
imej dovolj spanja. Pač se vem, da se sliši to ful bizarno, kako pa to vpliva na kožo, ampak vpliva. Če se ti ne spiš dovolj, če si ti spočit, tudi koža lažje deluje in vsi procesi se bolj umirijo, tvoj stres se zniža, ker pač drugače malo težko nadzorujemo, kaj se nam dogaja, a ne? In vse to pripomore zraven k tvoji koži in temu, kako se tvoja koža obnaša. Tako da dajmo probati stisniti tistih 7-8 ur spanja, pa ne od polnoči do 7, ampak tako malo prej, a ne? Probati mogoče. Zato, da ima naša koža čas za počitek in zato, da se mozolji čim manj nabirajo. Ok, to so bili moji preprosti nasveti, kako se znebiti mozoljev, kako zmanjšati sploh njihovo nastajanje. Kot sem že rekla, nisem jaz noben strokovnjak, tako da ne mi 100% verjeti na besedo. Pejdi k dermatologu, če se ti zdi, da je situacija ušla izpod nadzora. Drugače pa upam, da vam je kateri od teh nasvetov kaj pomagal. No, če se vidimo spet kmalu. Adijo, čau!